Jaz sem Zvezdana Novakovič in sem umetnica, performerka. Primarno se ukvarjam z glasom, s petjem, ampak zmeraj bolj, vsak dan bolj opazujem, da me vleče tudi v druge vode. Izrazne oblike, ki so mi blizu, vsekakor na prvem mestu je glasba. Ta mi je najbolj naravna in največ izkušenj imam v izražanju glasbe. In dal ti bom več življenja. V glasbeni šoli so nas učili tisto, kaj je v notah, je glasba, ne? Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z menoj na moj prestol. Vsak dan bolj pa slišiš glasbo tudi v čisto vsakdanjih stvareh, kot je pogovor ali pa hoja. In nikoli več ne pojde iz njega. Lutkovno gledališče in lutke, super izziv, res. V bistvu ti lutka sama da glas, sama spregovori in moraš izslediti, zato ker samo takrat govori s teboj. Ves čas si mislil, živim. Ves čas živela je tebe življenje vročic. Harfo sem se začela učiti pred 3 meseci. Harfa mi je všeč, predvsem zato, to sem ugotovila eno jutro, ko sem začela vaditi, ker rezonira na telesu, ker je v neposrednem stiku z telesom. Tvoj dotik izraža ton, ki ga želiš doseči. Po drugi strani pa v harfi vidim nešteto možnosti izražanja, kot seveda spremljevalni instrument, na primer za bossa novo, kjer lahko igraš base in pa harmonije, kar sicer igra kitara. Ali pa kot afriški instrument, kar sicer igra kora afriška. V glavnem, imaginacija mi veliko dela. Jaje hihohaše gcg, jaje ajo. Jaje hihohaše ajo, jaje ija, jaje hihohaše ija, jaje i čičičaj že ume pčeski ko No, to je produkt mojega prvega avtorskega projekta Diagnoza. Ki pa se je zgodil zaradi zmage, ki sem jo osvojila lansko leto v poljskem Wroclawu na tekmovanju po imenu Gledališka interpretacija skladbe PPA. Torej, sem prva, ki je dobila prestižno Grand Prix nagrado na Poljskem. Ko si enkrat na odru, je to že predstava, ni to glasbeni koncert. Vsak trenutek tvoje prezence je pomemben. In to mislim, da pač to črpam iz vseh drugih interesov, ki jih imam v življenju. Iz narave, iz filozofije, meditacije, dobre restauracije, človeške komunikacije, nore modulacije. Novodobno gledališče zahteva vse te vsa ta nova iskanja,
morda provocira ali pa šokira, te pač postavi v čudna stanja. Morda je bistvo v tem, da je nelepo. Svoj izraz iščem v različnih tradicionalnih oblikah in prav posebno mesto ima zame brazilska glasba. Pred 3 leti sem ustanovila glasbeno skupino, katere brez problema smo našli glasbeni repertoar, malo manj pa smo našli ime. Torej najprej smo se imenovali Olala, potem Malemolencija, ampak sedaj zagotovo zadnje ime je Bosa, torej taka, ki ni obuta. Naš repertoar sestavljajo morda večini manj znane glasbene oblike in sicer tradicionalne brazilske forme, kot so choro, partido alto, baião, axé. Ja, upam, da v prihodnosti, da bom nabrala ekipo, ki bo istih interesov kot jaz in da bomo skupaj premikali stvari.